zdaj grem pa all in. Pač to te bo držal en teden, max, ker ne boš mogel. Tiste navade, ki bomo lahko zdržali na dolgi rok, so tiste, ki so prave navade. In nesposobni. Sreča je tako nek trenutek, v katerem ne moremo mi živeti daljše časovno obdobje. Rekla bi, da je srečka bolj to, da se zavedaš, da so dobri dnevi, da so slabi dnevi. Ko priješ mogoče v kakšno tako malo težjo situacijo, a ne? Zakaj sploh delam to? A sem sploh dosti dober? Jaz sem začela objavljati zato, ker sem iskala potrditev. In ker sem jaz dobila dosti lajkov, ker sem dobila dosti komentarjev, sem bila tako, wow, očitno sem okej. In potem pride en slab komentar in lastna vrednost pade, ne? Ne moreš sebe spremeniti v okolju, kjer si zbolel. Jaz imam ful srečo, veš, da me partner to spodbuja. Sem takšna, ker sem zaradi okolja, v katerem živim, zaradi ljudi, s katerimi se obdajam, ne? Kako si ti mogoče se spopadla s tem, da si zamenjala svoje okolje? Mi daš lahko malo bolj konkretno, na kakšen način si to naredila? Ja, pač... Večina vas, ki to gledate, niste naročeni na naš kanal. Z ekipo nam bi ogromno pomenili, če to naredite. Tisti, ki že subscribate, pa najlepša hvala. Brez vas ni tega podcasta. Če pa slučajno med vami kdo, ki bi rad finančno podprl, imamo pa tudi svoj YouTube membership program. Zdaj pa uživi v pogledu epizode. A veš, ko mi nekoga gledamo prek socialnih omrežij ali pa prek podcasta, si ustvarimo neko mnenje, pa nek pogled o tem človeku, a ne? Ampak jaz tako, se mi zdi, da je ozadje še veliko več. A veš, mi vidimo samo eno masko, ali pa niti ne masko, ampak en del tega človeka, ne? Ker jaz ful poskušam, gledam, da imam mejo, a ne? Ker ta meja je ful dobra zame. Da neke stvari podelim, podelim tiste stvari, ki se mi zdijo, da so udobne, da so mi okej, da jih podelim, in ta del je za publiko. Pa je pa en del mene, ki je za mojo ožjo družino, in pa en del mene pa za prijatelje pa tako, pa en del mene, ki je za partnerja, pa en del mene, ki je sam zame, a ne? In se mi zdi ful pač tako pomembno, da imamo te meje postavljene, a veš, in da zato, da smo na koncu mi okej. Ker sam s tem se mi zdi, da lahko držim tisti nek svoj center, a ne, pa sem psihično okej, ker drugače se dam za druge. In če se sam razdajam in sam dam, Kaj ostane tebi? ja, točno to. Kako pa si se naučila meje postavljati? Tako, če se spomniš mogoče kar konkretnega primera, kako si se počutila, ko je bilo treba mejo postaviti, pa kako si pač šla čez to? Kdaj sem se naučila meje postavljati? Zelo pozno. Se mi zdi, da skozi odraščanje sem imela zelo slabo postavljene meje in dostikrat so bile meje prekoračene iz obeh strani. Mislim, se pravi, jaz sem prekoračila meje, zato ker sem bila vajena, da so se vedno meje prekoračile, ne, da nisem imela jasnih mej. Zdaj bi pa rekla, da sem v bistvu se najbolj naučila postavljati meje z vzorom. Najprej, ko sem opazovala svojega fanta, ker se mi zdi, da on ima zelo dobro postavljene meje, pa s terapijo. Tako. Terapija, po moje, mi je naučila oziroma, ja, tako počasi bi rekla, da zdaj prihajam do tega, da razumem, kaj pomeni dobro postavljene meje. A veš, ker to je taka izrabljena fraza. Tako, dobro postavljene meje. Kaj to sploh pomeni? Ne. Pa do kakšne mere je pač meje postavljati zdravo, do kjere meje pol naprej pa že mogoče škodljivo za tistega, ki mu jo postavljaš, a ne? Ker če greš čisto v ekstrem tega, da pač samo po svoje delaš, pol ti partnerski odnos ne more funkcionirati, družina ti ne more funkcionirati, a ne? Ko da ja, ta del je nekaj tazga, ki se po moje skozi učimo. Ne vem, pa pogovarjati se, ja. Tako veliko ljudi sploh ne pomisli na to, da bi šli recimo na psihoterapijo ali pa karkoli tazga, a pa vprašali za pomoč, a ne. Ker smo nekako, veliko nas je naučenih bilo kakorkoli, da pač reš problem sama, ne. A veš, ampak to ni najbolj zdravo.
Pa me zanima, kako si ti, ko si se nekako poigravala s to mislijo, da bi šla na terapijo. A je bilo to nekaj takega, ki si takoj sprejela, da je ok, ali se je mogoče kakšen del tebe javil, ki je bil tako, ne, to je pač weak, oziroma ne vem, kako bi slovensko rekel. No. Jaz bi rekla, da nisem imela teh misli, predvsem zaradi tega, ker je bilo to v bistvu pred obdobjem, ko sem vedela, da nisem ok. A ne tako, čutila sem, da sem anksiozna, takrat pa nisem tega prepoznala, čutila sem, da me misli preplavijo. A ne? In to je bilo v bistvu, se mi je dogajalo kar nekaj časa in takrat sem tudi začela dosti poslušati raznih podcastov in se mi zdi, da sem se tudi obkrožala z ljudmi, obkrožala z zgodbami, ki so izpostavljali psihoterapijo kot nekaj dobrega. A ne? In sem tudi sama začela temu verjeti in se mi zdi, da ker sem jaz to sprejela kot to, da je to nekaj dobrega, da je to tako, ko greš v fitness, greš pač v psihoterapijo. A ne? Zakaj je tak tabu, da gremo na psihoterapijo, medtem ko skrb za naše fizično zdravje je pa nekaj čisto normalnega. Ja, ker dejansko, oprosti, ker sem skočil noter, ampak si mi dala dobro iztočnico, ker dejansko na ta način sebe predstaviš kot šibkejšega, po mojem zato, ker vidimo to kot šibkost, ne, s tabo je pa nekaj narobe, a veš? In je ta del, da z nobenim ni nič narobe v bistvu, a ne? Vsak ima svojo pot za prehoditi, ampak se bojimo, kaj bojo drugi mislili o tem. In je nekako tako, a ne, nekaj narobe s tabo, zato kaj hodeš, wow, ti si pa malo čudna, a ne? Po mojem, da je to, kar se še malo vleče iz mogoče preteklih generacij, ampak mi kar lepo razbijamo, to se mi zdi, no. Ja, se strinjam. Čeprav moram tudi priznati, da a veš, kot ko govorimo, jaz pa hodim na psihoterapijo, se tudi pri meni pride na ta misel, zdaj bojo ljudje mislili, da sem čudna, ampak ravno zaradi tega hočem malo večkrat to tudi omeniti, pa me ni strah povedati, a ne, ker hočem, da je to ni tabu tema. A veš, ker jaz, ko gledam iz svojega vidika, pač jaz zdaj že 2 leti skar hodim, res redno vsak teden. In meni je to najboljša investicija za življenje. Pač meni je spremenil pogled na svet. Jaz tako pravim, včasih imam občutek, da sem se na novo vzgojila. A veš, pač čist druge misli pridejo z naših, mislim, ko pride neka negativna misel, ko pride ali neka kritika, karkoli, se znamo umiriti, znam iti v svoj center, se vprašati, a je to, kar sem jaz zdaj slišala, sploh res? In pol nadaljevati. A veš, prej je bilo pa samo tako, nekaj sem dobila, misel, in mene je preplavil. Jaz sem se s to mislijo lahko ukvarjala in se sam ciklala. Ne? Ja. In ko znaš nadzorovati misli, prije taka svoboda. In pač jaz bi si želela, da bi vsak to začutil, a ne? Ja, mogoče niti ne toliko nadzorovati, kot samo opaziti, pa se ne identificirati z njimi, a ne? Se zavedati, da so to samo misli, a ne? Da so to neki delčki tebe, ki so programčki, karkoli, ki si se jih naučila, ne? Ko da v bistvu se odučuješ tega in se zavedaš, da v centru je vse ok, a ne? Ampak je pa res, da vsak, ki se potegne ven iz teh temačnih misli, a ne, svaka čast, jaz to vsakmu rečem. Pač mislim, da sami sebe včasih podcenjujemo, ko se nekaj takega zgodi, ker to ni lahko, a ne? In me vesolje spomne na to, ker me še vedno kdaj pahne v to in sem tako, sam sebi rečem, no, da te vidim zdaj, a ne? Ker tako lepo govoriš o teh zadevah z drugimi, da vidim, če boš zdaj spet lahko prišel ven iz tega. In kar se mi zgodi, je v bistvu samo, da je čas, da se jaz potegnem iz teh misli ven čez dalj krajši. Prej se centriram, prej se sestavim. Sem pa videl, da če mogoče za kakšen vikend preveč spijem, ne, torej da je preveč alkohola, da sem pa zelo šibek, kar se tega tiče. In mi je težje priti nazaj v svoj center. A ne? In to mi je tudi mogoče nek tak znak, ok, v redu, lej, zdaj grem recimo na 70 dni brez alkohola, brez kave, brez pač praktično vsega, kar bi mi nekako dajali neke te zadovolitve, dopaminčka, a ne, ki mislim, da so malo odvisnost, a ne, že v neki meri. Ne, da sem alkoholik ali pa karkoli, ne verjamem, a ne, ampak vem pa, da v tistem obdobju, ko se temu odpovem, opazim to neko potrebo, ki ne vem točno iz kje izhaja, ne. In recimo v tem istem obdobju grem dostikrat do Mateja Turka, to je pa v bistvu moj, ne vem, če psihoterapeut, pač
v teh tematikah se z njim pogovarjam veliko, ne? In probam njemu opisovati, kaj se mi dogaja in mi pač on lahko pomaga, ko sem v tem procesu. Ja. Ja, veš kaj, tukaj si prej rekel, da je težko poiskati pomoč in da si tako, da ful spoštuješ ljudi, ki to naredijo. Se ful strinjam in še ena stvar, ki bi to omenila, a veš, jaz se ful zavedam, da smo, vsaj jaz se počutim ful privilegirano glede tega, a ne, bolj v smislu, a veš, jaz sem, to, da si ti poiščeš psihoterapijo, je že to en korak, pa je že to finančno je veliko breme, a ne, in nekdo si kdaj prav mislim tako, a veš, da se počuti slabo, pa da si v okolju, ki te ne spodbuja, ne, jaz imam ful srečo, veš, da me partner to spodbuja, a ne, in ravno zaradi tega je to težko, ker sebe spreminjati, se mi zdi, da ne moreš sebe spremeniti v okolju, kjer si zbolel, a ne, oziroma, a veš. Močna. Ne. In jaz vem pač, jaz sem se ravno zaradi tega tudi sem spremenila okolje in vidim tudi zdaj, pač, da lahko sem takšna, ki sem zaradi okolja, v katerem živim, zaradi ljudi, s katerimi se obdajam, a ne. In ja, pač ful ni lahko, ne. Ravno zaradi tega, ker toliko enih dejavnikov vpliva, nismo sami, mislim, nismo na koncu čist sami v tem, a ne. Pa tudi spuščaš stvari, ki so ti poznane, ne, svoj comfort zone, svojo cono obdobja, ne, s tem, ko zamenjaš okolje. Pač vse, če si šla čez to, jaz te razumem, ker sem mogel jaz isto narediti, ne. In je zelo težko. To še 1 leto, 2 leti zatem ti prihajajo misli, pa neka krivda, ne vem, vsaj pri meni je bilo tako, a sem se prav odločil, a sem, a ne, nekako, ne vem, koga po domač povedan zafrknu, ampak tudi to je postavljanje meja, ne. Če hočeš ti biti srečen, to si ful lepo povedala, si rekla kaj, da ne moreš se pozdraviti v okolju, v katerem si zbolel. In že sam ta misel, da bi se rad pozdravil, je po moje kar je pač prva točka, ne. Torej, ne želim se tako počutiti, ne. Kako si ti mogoče se spopadla s tem, da si zamenjala svoje okolje, a mi daš lahko malo bolj konkretno to zgodbo, na kakšen način si to naredila? Ja, pač odselila sem se, ne. Mislim, preselila sem se na svoje, tako bom rekla, pa sej ne, da je bilo karkoli tako zelo hudo narobe, a ne. Sam opazila sem, da so določeni vzorci, ki mi ne koristijo, ne. Tako da, ja, predvsem to bi rekla, da pač sem dobesedno se preselila, ne. Tako res, a veš, to je zdaj tista meja, ki sva prej govorila, ker mogoče nočem, ne, ker nočem preveč razlagati stvari, ki so vpleteni še drugi, ker tako jaz pristanem v tisti vlogi žrtve mogoče hitro in nekdo v vlogi, ki je bad guy tu, a veš, ali pač kakorkoli. In se mi zdi, da bi s tem prečkala tisto mejo, ki je meni še udobno, o kateri govoriti, oziroma vsaj mogoče zdaj še nisem na točki, ki bi ful govorila o tem. Ravno, a veš, ker se mi ravno tu zdi, ne, jaz se v tem procesu ne počutim več kot žrtev, a ne, zaradi tega, ker me so neke izkušnje iz preteklosti pač pripeljale do točke, kjer sem danes, a ne. A veš, in točno tako zdaj te gledam, a veš, in govorimo o teh travmah, ne, vsaka negativna izkušnja se mi zdi, ko se ti zgodi, pa ko jo danes jemlješ kot dobro, ni več slaba izkušnja, a ne? Sam pa se tudi zavedaš, da v bistvu niso te ljudje nič slabega naredili, da v bistvu je tvoja zgodba o situacijah, v katerih si bila taka, ki si jo mogla spremeniti, ne? Če tako pomisel, veš, vsak ima svoje bitke, a ne? Ko da mislim, da tukaj tudi če bi šla v to, se mi ne zdi, da bi koga v slabši položaj postavila. To je tvoja izkušnja, to so tvoje lastne občutke, ampak spoštujem, totalno spoštujem to, kar si zdaj povedala, ne? Ja, se strinjam, ampak a veš, jaz tudi tako gledam tudi malo, kako bi se ta oseba, o kateri bi govorila, ob tem počutila. In meni se zdi, da ravno zaradi tega, ker spoštujem tudi to plat, a ne, se mi mogoče ne zdi tako dober ful o tem razglabljati. Čist, a ne, to je nek ta moj pogled, ki se mi zdi, da ja. Kaj pa ti čutiš do te osebe? Se ti zdi, da še vedno lahko deluješ iz ljubezni ali je pri tebi mogoče kakšen kanček še obsojanja?
Tako bom rekla, ful časa, a ne, sprijaznjenje situacijo, katero je tudi del žalovanja, a veš, del, ja, ti si želiš, da bi določena oseba bila drugačna, ampak ful težko se je ves čas boriti za to, da boš nekoga spremenil in na koncu ugotoviš, da lahko v bistvu spremeniš sam sebe. Tako da, pač jaz bi rekla, da sem ful hvaležna za to izkušnjo, ker razumem tudi bolečino te osebe, ker je delovala v dani situaciji tako, kot je ona lahko v tisti situaciji delovala. Tako da ja, to. Hvala, da si šla do te točke z mano, pa to povedala, ker tukaj noter se skriva ena zelo velika modrost. In jaz verjamem, da ljudje, ki tebi sledijo, ki imajo tebe radi zelo na social mediji, kot sem tudi videl na tvojem Instagramu, pa to, ne, bojo zelo cenili in te bojo podprli, ko bojo videli, da na ta način gledaš na stvari. Ker jaz mislim, da sočutje je tisto, ki nam vsem lahko pomaga zaceliti svoje rane. Malo obrniti ploščo iz tega obsojevalca v nekoga, ki dejansko sočustvuje, ne. In zavedati se, da ima vsak človek svojo zgodbo, svojo pot prehoditi in da mogoče v določeni situaciji ni znal drugače delati, medtem, ko si ti to zdaj pač na glas povedala sebi, pa marsikdo bo tudi, veš, to videl, slišal, pa bo rekel, pismo, kako pa jaz gledam na svojo, ne vem, mamo, očeta, partnerja, kakorkoli. A jaz tudi lahko mogoče malo bolj iz sočutja pristopam, ne. Ne pomeni to, da greš v neko čisto ultimativno ponižnost, ampak samo pač malo probaš bolj razumeti, da ni vse tako osebno, ne, in da še zmeraj sta to dve različni osebi. Ja. Ja, pač ful se strinjam s tem in a veš, tako se mi zdi včasih, zdaj, ko gledam za nazaj, jaz vem, da ne bi bila tu, kjer sem, če ne bi bilo vseh teh izkušenj. A veš, mene je drival za to, da sem kdaj šla čez sebe, ker sem mogla kdaj iti, da sem danes tu, kjer sem, ravno to, a ne, ker sem ves čas iskala mogoče neko potrditev, neko občutek, da sem dovolj, a ne. A veš, in to je to, kar me je pripeljalo danes tu, kjer sem, a ne. Ampak zdaj se mi pa zdi, da sem na tej točki, ko sem tu, da probam te vzorce, ki mi ne koristijo, spremeniti, a ne. Tiste, a veš, neki delčki tega mi pa tudi koristijo in te probam obdržati, a ne. In to je tisto, pač, kar hočem delati, a ne. Da pač poskušam ves čas, da pač poskušam, se mi zdi, da s tem pride tudi ful ene hvaležnosti do te osebe, a ne. In pa jo dosti bolj razumeš, pa ja, si na koncu tudi sočuten do nje, ker veš, da je tudi sama prehodila eno težko pot, a ne. Zato da ja. Škaj sem se jaz vprašal? Jaz sem se enkrat vprašal, če bi določena oseba, do katere sem imel mogoče malo krča, če bi jutro umrla, ne, kako bi se jaz počutil, a ne. In dejansko sem se spomnil na lepe trenutke s to osebo, na tisto ljubezen, ki je bila pač vmes. Pa sem tukaj govoril o prijateljstvu, a ne. Ampak sem bil tako pismo, okej sem, a ne, v redu je. Prav sem se odločil in tudi dopuščam v prihodnosti možnost, ko bo pač nivo vibracije podoben s to osebo, da se lahko spet srečava in je pač zglediva neke zadeve za nazaj. Moram biti pa potrpežljiv, ne smem pa forsirati skozi življenje, ne? Da bi se kaj želel prehiter rešiti, veš, ker naš hoče konstantno rešiti stvari, ne? In če si ti preveč v te bo pelil skozi grozne stvari, kako si ti kriv, kako je on kriv, kako to gor tretje, sam tako, reš problem. V bistvu se pa je včasih dobro samo pač od problema distancirati, opaziti, kaj se plete kle noter in samo biti z občutkom, a ne. Ker ta občutek se pa more stopiti, pa more nekam iti. Če smo pa mi samo v glavi, pa blokiramo, a ne. Ja. Kaj sem te hotel vprašati, Ines? Da mi malo poveš, čim se pa zdaj ukvarjaš? Ja, v bistvu, to je zmeri ful težko vprašanje, ker te kdo vpraša. Razumem. V bistvu, ja, imam Instagram profil, Svoja srečka.
pa podcast. V bistvu bolj odpiram tematike, ki so povezane tako z izboljšanjem kvalitete življenja, jaz pravim. S prehrano, življenjskim slogom, gibanjem, odnosi. In ja, predvsem želim ustvarjati nek tak prostor za ženske, kjer se vse počutijo sprejete. Tako da to je zdaj eno tako, bi rekla, moje poslanstvo. In potem malo uporabljam različne kanale na socialnih omrežjih, da to delim. Se pravi, od tega tudi si ustvarila neko finančno svobodo? Top. Ja, mislim, v bistvu to je moj, od tega živim, tako da delam še zraven tečaje, zdaj imam en tečaj za fermentiranje, tako da, ja. Hudo, imel sem lih Tejo Klančič, a si gledala? Ja, itak, ona je bila moja prva gostja. Točno, si mi še napisala, kaj jaz govorim. Ampak ona je o fermentiranju veliko govorila, tako da tisti, ki se mogoče ste se spoznali s tisto epizodo, pa je bila ful všeč, tečaj. Se pravi, na svoje srečka profilu to vse. Ja, na svoje srečka, ja. Hudo. Kako pa, da si se, kdaj si se za podcast odločila, kdaj si začela? Kdaj sem začela? V bistvu, zgodba je bila taka, jaz sem imela že prej en podcast, in to je bilo, 2 leti nazaj. Zdaj sem pa, takrat sem ga imela z eno Nasjo, smo imela skupaj, ker je ona bila nutricionistka. Zdaj sem se pa letos odločila, da še začnem svojega, in sem začela, mislim, da aprila. Zdaj imam 9 epizod. Hudo. Ja. Pa so še baby stepi. Ja, evo, bolj na začetku. V bistvu objavljam sam na 14 dni, ker mi enostavno ne uspe več. Že to je ful, ko ugotoviš, ko začneš delati podcast, se ti verjetno veš. Je ful enih stvari v ozadju, ki si sploh ne predstavljaš, ne hitro misliš, saj sam posnameš, pa se uredi, pa se objavi, ne, ni čistko. Pa dogovarjanje, pa tako. Na koncu tira kar dosti časa, tako da zaenkrat gre na to, da sem one man band, oziroma fant mi tudi malo pomaga, pa tako, ampak nimam še nobene ekipce. Mi zaenkrat to čist dobra frekvenca. Ja, kako pa se počutiš ob ustvarjanju? Se ti zdi, da nekako lodaš sebe ven, da se izražaš na tak način, ki bi si želela, pa da dejansko imaš nekaj, zaradi česar ne boš odnehala? Veš, kaj mislim? Ja, jaz bi rekla, da v bistvu sem se odločila tudi za tak način vodenja podcasta, se podobno, kot imaš ti, da nimaš neki ful vprašanj naprej pripravljeni, da je vse zelo sproščeno, ker se mi zdi, da takrat se ustvarjajo najboljše debate. Ampak ja, mislim, da predvsem me motivira to moja želja po odkrivanju. Pač ful sem oseba, ki me zanima ogromno stvari in bi rekla, da je to glavna stvar, ki me driva, oziroma pač me motivira. Potem pa tudi pač ful sem vesela, kad kdaj dobim kako lepo sporočilo. Se mi zdi, da me da vidim, da je nekaj, kar ustvarjam, dejansko ima pomen, pa nekomu pride prav. Ampak ja, pridejo pa tudi težki trenutki, se verjetno tudi sam veš, da kdaj dobiš kak komentar, recimo ravno zadnjič sem dobila komentar na mojo retoriko, da ni toliko dobra, oziroma da se dostikrat ponavljam in tako, dalje. In, a veš, v tistem... Špikne, pač toliko špikne in si samo tistem, a veš, kaj jaz se spomnim, ko sem začela ustvarjati aprila, sem šla na terapijo in jaz rečem terapevtki, tako, stvar, ki me je res strah, je to, da še nisem dosti dobra v retoriki in da jaz ne moram začeti podcasta, In ona mene reče, a je res to, da začneš ustvarjati podcast, rabiš imeti popolno retoriko. In jaz tako, ne. In pa sem začela, a veš, in pol nek tak strah, ki ga imaš, ti nekdo izpostav. In pač te tako, kaj če bi kar nehala? Evo, zdaj so pa ugotovili, da res ni tako dobra retorika,
da nisem novinarka in ne vem kaj, ne, da bi da se ne bi nikoli ponavljala. Ampak, a veš, tu si jaz rečem tako, ne rabi biti popolno. To je moj način. Če komu ni okej, lahko gre in najde nekoga drugega, ki bo recimo se zelo lepše izrazil. In takrat me je bilo obdobje, ko sem razmišljala je to, kar delam, res vredno, a ne, ker vsem, a veš, ful je časovni finančni vložek na koncu tu, a ne. Pač se mi zdi, da meni že iz tega finančnega vidika pač recimo res nimam sponzorjev, sama financiram podcast, a ne, ker tudi ni najcenej, a veš, in pa si kdaj tako mislim, toliko dam, pač res tako iskreno hočem dati dober. Tako iskreno hočem, da pač nekomu vsebina korist. In ja, pa dobiš tak komentar, pa jih ni veliko, res jih ni, ampak vsem te, pač malo te pa zbode, ne. Se vprašaš, da je vredno, a ne. Pač, ampak tu si pa se res probam spet distancirati, a ne. Pa si reči, tlej, ena oseba je. Logično, sej, ko gradiš nekaj, če ni oseba, če nimaš nekoga, mislim, če ni ljudi, ki jim ne boš všeč, pa delaš nekaj narobe, a ne. Pač nikoli ne boš samo všeč. In se mi zdi, da se moraš s tem sprijaznati. Ampak ful se je težko sprijaznati, če mogoče nek del tebe tudi mal polne s to potrditvijo, pa, a ne. A veš, ker tu sem jaz videla, da je to ful pas socialnih omrežij, ne. Jaz sem s tem začela. Jaz sem začela objavljati zato, ker sem iskala potrditev, ker sem iskala zunanjo potrditev, jaz sem dovolj. A ne, in ker sem jaz dobila dosti lajkov, ker sem dobila dosti komentarjev, ker sem dobila lepe komentarje, ne, sem bila tako, wow, ne, zdaj pa očitno sem okej, ne. In pol pride en slab komentar in lastna vrednost pade, ne. Zdaj pa nisem več tako okej, ne. In pol a veš, pa imaš tako dneve, ko si high, pa low, a ne. Dneve, ko dobiš potrditve, pa lajke, pa všečke, in pol imaš low, pač tiste slabe dni, ne, ko dobiš pa kak slab komentar. Ja. In a veš, tu sem res začela videti, pač ni to okej, ne. Moram biti v tem nekem svojem centru in vedeti, lej, če dobim dober komentar, ozanj ga, ampak ne te to ne popelje v neke višave, bo še vedno prizemljena, in ko dobim slab komentar, se vprašam najprej, a je bila to konstruktivna kritika, a je bilo to pač nekaj, kar je mogel nekdo dati ven, ki izhaja v bistvu tudi malo iz njega. A veš, ker dostikrat se mi zdi, da tudi te osebe, ki žalijo, pa komentirajo ki komentirajo nekonstruktivne kritike, več, ki dajo nekonstruktivno kritiko, so na koncu najbolj sami prizadeti, a ne. Sam hoče dati to na nekoga drugega. Ja, mi pa to vzamemo osebno, a ne. Ja. Meni je kle pomagal neki, na kar se spomnim dostikrat pri teh komentarjih, ki špiknejo, ne. Zato, ker se do neke mere strinjam z njimi. Vem, da so izpostavili nekaj, kar je v neki točki res. Ne vem, če si gledala film 8 Mile od Eminema. Nisi gledala. No, tam je nekako... Bom zdaj pogledala. On na koncu je neka scena, kjer oni battlejo, ne, battle rap je bil to, ne, to so bili njegovi začetki. In gresta drug proti drugmu in cilj je, da drugega čim bolj zdisaš, ne. No, in kar Eminem naredi v zadnji sceni, je, da pove čist vse, zaradi česar so ga zajebavali, zaradi česar ga pač mogoče dol tiščijo, ne. Da živi v prikolici z mamo, da je belček med samimi črnci, da je en model mu spelo punco, da on to vse pove, med tem, ko njega pač disa pol v drugem delu, ne. No in dejansko jaz sem tako, nekdo mi napiše, da tudi meni, da sem pač nenačitan, da bi lahko kakšno knjigo prebral, take zadeve, ne. In sem jaz tako pismo za nekoga, ki samo knjige bere cel življenje, sem jaz po moje tako opica, ki zna govoriti, pa še to ne dobro, ne. In sem tako, za njega je to res. In je to tudi neke točke tudi res, ampak a zdaj jaz želim to spremeniti, zato da bom njemu všeč? Ali
sem jaz sposoben sebe pogledati v ogledalo pa reči, ja, to sem jaz, ja. Točno to sem tudi jaz. A ne? Ali pa preveč preklinjaš. Lej, na nek način se tudi na ta način izražam. Preveč angleških izrazov. Ok, to vse sprejmem. Da mi pa nekdo napiše, da sem idiot ali pa da delam slabo, te me pa špiknejo. Zato, ker vem, da ni resnica in jo hočem braniti. Ampak tudi v tisti točki se moram pač znati pogledati, kot si sama rekla, ne? Pa distancirati, pa reči, lej, pač ta komentar je kle. In nekaj najlepšega, kar se mi je zgodil, je, da na ta komentar, ki sem želel odgovoriti, ki hočeš odgovoriti, pa hočeš, a ne se postaviti zase, se je folk, ki spremlja moj podcast, od spodaj začel postavljati zame. In sem bil tako, wow, to je pa lepo, a ne. Mislim, dobro sem se počutil, ker sem me avtomatsko spomnil, da je njih ful več, kot v njih, ki dajo negativne komentarje. In ne jih dajo. To je del tega, to je del našega procesa, lej. A veš. Tudi jaz, ker sem bil enkrat v tej fazi, ker sem mogoče bil toliko ujet v svojih vzorcih, pa toliko na avtopilotu konstantno, da sem jaz take komentarje bil sposoben napisati. Samo zato, ker sem bil ljubosumen. A ne? Ker je nekdo imel nekaj, kar bi jaz tudi imel, pa si ne upam. In doskrat je to, ne. Nekdo, ki bi si želel izpostaviti, ki bi želel biti viden, slišan, si ne upa to narediti na svoji noti in pol na ta način išče pozornost. Upam, nisem preveč zaplaval, ampak sem ti mogoče želel samo malo tolažbe. Ne, pač ful se strinjam. Ja, itak. Pač ful se strinjam s tem, pač nisi zaplaval sploh. Se mi zdi, a veš, tu se jaz vedno spomnim, jaz sem bila tudi ena izmed teh, ker sem ful rada komentirala, kaj delajo drugi in kako bi jaz to boljše naredila. In to se je prav zgodilo, drugačna, prav spomnim se, šla sva z fantom Gašparjem na Primoža v Kamniku za Silvestrovo. In jaz tam njemu razlagam, veš, koliko, mene so vedno pretegnala ful socialna omrežja. In jaz sem imela, se mi zdi, nek tak čut za ustvarjanje, ful sem bila vedno itak kreativna in tako. In jaz vedno njemu razlagam, pač jaz bi to boljše naredila, ne, lej, on bi lahko to naredil, veš, tako ful sem komentirala, ne, in on tako reče, pa dej ti, ne. A veš, in mi je tisto gledalo postavil, ker sem bila ful sem bila jezna, ampak pol me je tisto spodbudil, da sem dejansko šla narediti ta profil, ampak a veš, dokler si ozadji, a ne, ker sam konzumiraš, pa mogoče devaš komentarje, ugotoviš, da da v bistvu najslabši delaš sebe, a ne. In če bi bili več v akciji, a veš, ker se mi zdi, da ljudje, ko ustvarjamo, pol, ko začneš enkrat ustvarjati, se mi zdi, da ne devaš več teh komentarjev. Zaradi tega, ker veš, kolikrat moraš iti iz cone obdobja, da je normalno, da si začetnik, a ne, in da je okej, da si začetnik. In se mi zdi, da pol ne devaš več teh komentarjev, ker imaš to izkušnjo za sabo. Koliko moraš iti iz cone obdobja? Kolikrat narediš kako stvar, ki je bila, zdaj gleda za nazaj, ker je bila res slaba, ne? Ampak ravno zaradi tega ne daš več ostalih komentarjev, ker veš, da so verjetno, ker ne veš, na katerem delu poti so, ne? Ja, in koliko tudi v tem procesu sam sebe znaš dol tlačiti, ker priješ mogoče v kakšno tako malo težjo situacijo, ne? Ne vem, te čisto iz lastne izkušnje govorim, da sem tudi jaz zelo dvomil vmes, a ne? Tako pa sploh, zakaj sploh delam to? A sem sploh dosti dober? Vsi gremo čez, ker si enkrat v akciji, greš čez take procese, ne? Meni se v enem letu, jaz sem šel čez take občutke, ki prej nisem šel, a ne? Ker je bilo vse na meni. Jaz sem bil kle, evo me, sodite me, a ne? Pa ne veste, koliko se sam obsojam zaradi določenih zadev. Pa pogledam epizodo, pa sem tako, kaj sem jaz bluzil? To ljudem ne bo všeč, itd. Istočasno ti pa ljudje pišejo, super si bil. Jaz tako ne verjamem vam. Ker je ta obsojevalec pa v meni tako močen, a ne? In na ta način tudi sebe zdravaš. Se mi zdi lepo, da več ljudi razmišlja zdaj o podcastu. In ne samo zato, da bi dobili neko popularnost, pa bili videni, pa slišani. Ampak to, kar si prej rekla, ne? Koliko ti da si ti vzameš čas, pa se z nekim strokovnjakom iz svojega področja pogovarjaš o tematiki, ki tebe zanima. Ti se učiš v bistvu. Iz ene pristne izkušnje pa še energijo čutiš zraven, ni preko ekrana, ne?
In, veš, že sam to je, če mene vprašaš, dovolj. Je pa res, da ti veliko časa vzame, veliko stroškov pač. Veš, jaz sem si ekipo zgradil, v bistvu je ekipa zgradila mene, ker so oni prišli do mene, so rekli, le to lahko bolj naredimo, to naredimo tako. Jaz sem pa tako, shut up and take my money, ne. Sem rekel, jaz bom že, ne, pač kako lahko zdaj več zaslužim, zato da bom lahko ekipo še bolj podprl. In pa si na uni točki, kjer se vprašaš, a lahko zdaj jaz samo to delam? Pa imam dovolj. In se da. In zdaj se tudi prebijam skozi te zadeve, tako da bojo ljudje tisti, ki bojo projekt podpirali. In bojo oni tudi del ekipe, zato ker bojo dejansko dali oni neki noter v enačbo. To so finance, ki bojo podpirali projekt, ki bo rastel. Zato, da mi lahko ustvarjamo, da je lahko ekipa boljša. Ne? In tem je tudi ful težko razmišljati, ker se pa tisti kritik noter pojavlja, ne? Pa kdo bo tebi dal denar, kaj s tabo? Pa kdo bi to pač podprl na ta način, ne? In jaz spet sam sebe dol tlačeš. Ne vem, kako si ti v tem procesu, s tem lastnim obsojenjem, lastnim kritikom v sebi. Ja, mislim, je zelo močno doskrat prisotna, ne? Ampak, a veš, tu, ko si rekel, ne, da zdaj poskušaš graditi skupnost, mislim, da bodo tudi da bojo, se pravi, gledalci oziroma poslušalci podpirali tebe. Meni se zdi to ful dober način. Ker jaz sem bila sama v tem procesu, se pravi, kot nek influencer, a ne, ker sem se recimo, ker je bil moj glavni fokus to, da sem iskala podjetja in takoj vidim, da se vsebina prilagaja podjetjem, a ne. Kar nič ni narobe, a ne, ampak hočem reči, da ko imaš pa ti podcast, se mi zdi pa, da morajo ljudje razumeti, da je to, da lahko oni podprejo ustvarjalca, ki ga radi poslušajo, ki jim da v življenje, jim da neke kvalitetne informacije, ki jim pomaga izboljšati kvaliteto življenja, da ga oni sami podprejo, bodo s tem največ naredili zase. Wow. Zato, ker, a veš, ker takoj, ker pač tako je čisto realno, ne, ti ne moreš to delati brez da boš na koncu nekaj zaslužil, a ne, zaradi tega, ker pač tudi ti moraš preživeti, a ne. In če boš pa, in rabiš en vir, ne, ali bo to podjetje, ali bo pa to recimo pač, da ga osebe oziroma poslušalci podpirajo, ne. In če bo to podjetje, se hitro gre v to smer, da podjetje tudi malo narekuje, kaj si on želi na podcastu in takoj tebe omejuje, a ne. In ne moreš biti toliko sproščen, ne moreš dati sebe ven. In se mi zdi to ful dober način. Se mi zdi, da se moramo bolj zavedati, kako je pomembno, da mi podpremo tudi ustvarjalce, ki nam prinašajo v življenju kvalitetno vsebino. A ne? Ja, kaj podpiraš, ne se vprašati. To sem zdaj že v večjih epizodah se dotaknil te tematike in je res, a ne. Tudi če sebe pogledaš, pa tvoje odločitve, kaj podpiraš, s tem, ko nekaj kupaš, a ne pa to. Mislim, da smo začeli zaveščati nekako tudi ta element trajnosti, element potrošništva, ki nas mal, a veš, drži v neki iluziji, kaj pomeni uspeh, kaj pomeni sreča, kaj pomeni bogastvo, ne. In da hvala Bogu, da so nam pač pretekle generacije omogočili možnost, da živimo udobno življenje, da lahko sploh pridemo do tega in začnemo zdaj mi delati neke večje premike kolektivno. Ker se ljudje zbujamo, ker prežigamo drugim lučke, se pogovarjamo o težkih tematikah, naslavljamo tematike, ki so bile včasih zelo hitro utišane, ne? In je privilegij to. Delamo to na spoštljiv način in tudi pri tebi se čudim, nisem vedel, da si toliko v teh tematikah, drugače res ne. Ampak sem vesel, ker se mi zdi, da res je odzadaj neka pristnost po temu, da svojo izkušnjo, kako si ti postala boljše, a ne? Zdaj lahko predajaš na ta način tudi drugim, a ne? Ne vem, koliko se o teh tematikah pogovarjaš na svojem podcastu, ali je bolj povezan z samo prehrano, zdravimi navadami, ali greš tudi v neke te sfere? Ja, včasih tudi manj kakšne te sfere, ampak se mi zdi, da zdaj dostikrat sem povabila, zdaj ravno prej sem ti rekla, da je čisto naključno, imamo v bistvu same gostje, zdaj moraš še kakega gosta očitno povabiti. Ja. Ampak se mi zdi, da me je zelo zanimalo, kako ženske handlajo svet, kako ženske handlajo v današnjem svetu, a ne. Tako da, ja, se tudi dotikam teh tematik, ampak imam pa tudi kakšne, ki so malo bolj specifične, recimo v prehrani, v črevesju, o partnerskem odnosu, ampak dobro, recimo partnerski odnos, da je že v tej mogoče tudi malo bolj na psihologijo.
tako da ja, različne tematike, no, ker se mi zdi, a veš, ravno to, želim pomagati ljudem izboljšati kvaliteto življenja, a ne, pa tudi sebi. In je vse potrebno, a ne, ni samo prehrana. Se mi zdi, da včasih se kar mal preveč zanašamo na prehrano. Zdaj bo pa prehrana spremenila vse, a ne, ker je zelo tako dobro sredstvo, ki ga lahko nadziramo, a ne. V resnici pa je še ogromno ostalih stvari, ki vpliva na naše dobro počutje, na zdravje, na vse. Odnosi, spanje, gibanje, a ne. In ravno zato se dotikam različnih tematik, ker sem opazila, da ko sem sama ustvarjala na socialnih omrežjih, se predvsem tako specializiram, oziroma večinoma so neki recepti, ampak sem ravno to hotela tudi pokazati, oziroma ta del predati, da nisem to, a ne, nisem hrana. In da je še dosti več. Omenila si mi, da si kavo, da kavo želiš odstraniti, pa sem te kar malo prekinil, ker je bilo pred podcastom. Pa se hoče, da bi to poveš, ker grem jaz tudi zdaj tudi kavo cancelam, pa sem jo že v preteklosti. In prve 3 dni mi je bilo težko in tam sem videl, koliko dejansko imam fizične odvisnosti. Mislim, težko. Glava me bolela, a ne pa me ne. In dejansko sem čutil to abstinenco kave, pa zjutraj sem si oduzel en zelo prijeten ritual za mene. Ampak namensko. Samo zato, da si pač pokažem, da ne rabim teh stvari, zato da lahko funkcioniram, a ne. In pol pač verjetno bom začel piti nazaj. Ampak zakaj se ti odločaš za to, da kavo zamenjaš, oziroma si jo že, ne? Ja, mislim, pri meni je to tako, ne. Jaz sem včasih bila ena tistih, ki bi to izgledala tako, jaz bom zdaj dala kavo stran in to pomeni, da se je določeno časovno obdobje ne držim. Zelo sem bila stroga do sebe. In vsaj zame se mi zdi, da ta način mi ne ustreza. Preveč strogosti, a ne? Se mi zdi, da tudi malo zavira to neko žensko energijo, pa da tudi se čutim, kaj moje telo v tistem trenutku rabi, pa kaj si želim. Tako da jaz se v bistvu tega lotevam bolj na ta način, da poskušam zmanjšati, ampak če pride dan, jo popijem. A veš, tako zelo na tak nežen način, da je zelo malo bolj intuitivno, bi rekla, ne. Tako da ni čisto, da je zdaj ne pijem, a ne, ampak recimo sem pa ugotovila, da da imam neko obdobje, sem imela zdaj obdobje, ko sem mogoče jo malo preveč pila, ne, pač sem začutila, da sem šla čez to svojo mejo, ne, ker pri kavi je zelo zanimivo, da vsak od nas ima encim za kofein in ta naša vrednost, koliko kofeina bomo lahko mi konzumirali oziroma prebavili, je odvisno od tega encima, a ne, in vsak ima individualno, a ne, recimo, pri enih se, ne vem, kava zvečer ne pozna, pri drugi pa ne bo mogel zaspati, a ne, in to mora vsak pri sebi ugotoviti. A se da to meriti, da bi nekam šel, pa bi ti povedal, kakšno imaš? Mislim, da se da, ampak nisem se toliko poglabljala. Jaz bolj začutim, ali ko bi rekla, da sem preveč tako, bom rekla, dizzy, veš, tako nervozna malo. Twitchy. Ja. Tako, ne znam razumeti, se veš, tak. Vem, kaj misliš. Pač tak neprijeten občutek, ampak ja, zato sem zdaj dostikrat raje kavo zamenjam za mačo. Recimo zjutraj namesto zdaj kave, kdaj popijem mačo, ampak če se mi pa zalušta, če mi diši tista kava, pa tudi popijem kavo, ne. Ampak sam toliko, da ne grem spet v nek ekstrem. Na kjerkoli področju, ne, se pravi v tem področju, da preveč kave popijem in na tem, da zdaj bom pa jo čisto cancelala, ne. Zato ker sem mogoče tudi iz tega izhaja a veš, dostikrat sem iskala, da je vzrok za to, ne vem, imela sem težave z aknami, da je vzrok za moje težave z aknami pitje kave. In potem sem totalno odstranila kavo. A veš, ne vem, in potem mi je tako malo, pozabila sem na tisto užitek, ki ga tudi kava prinaša, a ne. Hitro ratamo prestrogi do sebe, ne. In sami sebe, ne, zdaj moraš pa to dati stran, ker ti škoda, ne. Mogoče malo bolj biti nežen iz tega vidika, po moje, da to hočeš povedati, da se malo bolj iz razumevanja teh stvari lotevaš, pa probaš še vseeno z nekim občutkom ljubezni do sebe to delati. Ne zato strogo, ne.
zdaj moraš to narediti, ne, če ne boš, si šibek, ne vem kaj vse. A nekako to misliš? Ja, pa ekstrema, ne. A veš, doskrat gremo v 100 ali nič, a ne, isto pri prehrani. Pa treningu. Ja, ali pa treningu, ne, gremo vse ali nič, a ne, če ne bom treniral 5-krat na teden, pol ne bo nič, brez veze, da bi šel enkrat, a ne. Ravno zadnjič mi je bilo zanimivo, ko sem slišala nekje po televiziji, je bilo tako, je ena rekla, samo enkrat na teden lahko trenirate, pol pa boljš, da ne začnete. A veš, in in meni je kar tako zmrazil, a veš, ker tudi enkrat na teden je lahko za nekoga čisto okej. Ker ne veš, v kakej situaciji je, a veš, in tako se mi zdi, zdaj imamo ful radi ljudje ekstreme, a ne, bom brez tega. Se mi zdi, da si s tem nakopljamo več stresa, kot pač damo telesu koristi, ne. A to delaš zato, da kljukico na svojemu to-do listu narediš, ali to delaš zato, da svoj življenjski slog spremeniš, ne? Mislim, da premalo je zavedanje okoli tega, da kad ti enkrat začneš svoj življenjski slog spreminjati, pa ti to 2 leti se držiš, pač tako ne bom šel vsak dan v fitness. Bom pa šel, ker želim, da moj življenjski slog to vsebuje. Ne bom pil 5 kav na dan, ker ne želim imeti tega občutka, da sem cel nahajpana, ne? Zato, ker ne želim takega življenjskega sloga. In to, ki si omenila za uno, ki je rekla, pa boš, da ne začnete, ne? Paziti se je treba ljudi, ki dajo nasvete. Res. Pač ljudje, ki te ne bojo vprašali, kaj pa ti misliš, da je prav? Kako pa si ti želiš živeti svoje življenje? Kakšen pa bi rad, da je tvoj življenjski slog, ne? Ker ti z prve butnejo, ne, pa boljš, da ne. Da imajo samo svoje prepričanje in ne moreš jih premakati in to, taki bolj, da ne dajo nasvetov, no. Ker, ne vem, zanimiva je povezava poslu pa uspeha, ne, tako najbolj uspešni ljudje na svetu, koliko dejansko imajo nekih travm, koliko dejansko so trpeli v tem procesu, koliko bežijo od nečesa s tem, da toliko delajo, ne. Tako enkrat, ko to tudi opaziš, si tako, v redu, mogoče pa lahko jaz sebe pelem po drugi poti, ki bom se vprašal, kako se želim počutiti v temu procesu svojega življenjskega sloga, ne. In trening je ena izmed takih stvari, definitivno. Jaz sem tudi šel velikrat nazaj trenirati in 2 tedna strogo do sebe vsak dan grem na gym. Mene po 3 dneh že vse bolili, jaz sem še kar kaj hodil, pa trpel, pa ne vem kva vse. Moraš. Pa na eni točki mi je pa tolo povedal, pač ne moreš več, malo poči, in ta malo poči se je pol prevrgal v ne grem več, a ne. Zdaj sem pa čistko, enkrat na teden, 2-krat na teden, pa grem ponovadi 3-krat. Ampak to držim zdaj že 1 let. In zdaj pač čutim, da se mi pozna, zdaj se lepš držim, zdaj me rama ne boli več. A veš, take zadeve, a ne. In tako tudi, ko vidim kakšne starejše ljudi v gymu, ena gospa je, po moje 80 let stara, ona trenira. In zanj sem šel mimo nje, pa mi pogleda, pa se ne smejiva, a ne. Pa prav, mater, sam trpimo, a? Sem rekel, gospa, vi mene zgledate, kada trpite, meni zgleda, da zelo uživate, a ne. In se je nasmejala. Je rekla, pa še plačati moram za to. Sem rekel, kjera legenda, veš, pač, že to, da se pri teh letih spravaš ti v gymu, ona dela leg press, ona dela ne vem kaj vse, pa res, ne zajebavam se, 80 je stara po moje, no. In sem bil tako, kjer respekt, sozne oči sem dobil. Pa sem bil tako lahko, da je pač malo se umir zdaj, ne rabaš iti do nje, pa ne, bravo, pa ne vem kaj, pač pust, se boste že kaj še srečali, no in je bila to interakcija. In je dala tudi meni tako, pismo, ja, če se ona lahko sprava, ne. Se lahko vsak, ampak veliko lažji, pa pametno je pa vedeti, da je to del tvojega življenjskega sloga. Hočem biti zdrav. Hočem pri 60, 70 letih svoje otroke oziroma vnuke takrat verjeten metati v zrak, razumeš? Skakati z njimi v bazen, se loviti, igrati fuzbal z njimi, a ne? Pa če ne je bilo carsko, a veš si rečem. In ja, že zdaj se pa za to dela. Ne v ekstreme, ampak ja. Zelo mi je všeč razmišljanje, ki ga imaš, no. Pa by the way, to glede tvoje retorike, jaz ne vem, da je to napisano, ampak meni se zdi, da imaš tekočo, razumem te čisto se, ne vem, to ponavljanje nisem ga še opazil, tako da mogoče, a veš, bi ti rad sam to povedal, no. Hvala. Da ti gre zelo dobro. Ma ja, sej včasih si tako rečem, imam še pred sabo cel life, 26 stara, veš tako, da se usedem, pa da se mal prizemljim, ne, ja. Da je čist ok, kjer sem, da ne rabim biti takoj boljša in da se bom izboljševala z vajo. Drugače pa, ja, to, kar si rekel, no, da se navežem, se ful strinjam.
tiste navade, ki bomo lahko zdržali na dolgi rok, so tiste, ki so prave navade. Ne tiste navade, ki bomo, zdaj grem pa na 4-tedenski izziv, da bom fit do poletja. Ja. To je toksik, a ne? Pa tudi ženske se ne zavedamo, mi delujemo drugače kot moški, a ne? Dajmo ne biti tako stroge do sebe, a veš, na koncu, ne vem, nekatere so mame, partnerke, na koncu imaš pričakovanja, zdaj moram hoditi še na nohte, na lepa moram zgledati, a veš, toliko enih pričakovanj, ki si nalagamo in da smo sam na neki točki s tem, kjer smo. Pa da smo, a veš, da res, če lahko greš na trening 3-krat na teden, pojdi 3-krat na teden. Če lahko greš 1-krat na teden, pojdi 1-krat na teden. 1-krat na teden je boljš kot nič. A veš, en uravnotežen obrok na dan je boljše kot nič. Mogoče je to tvoj začetek. Čez 1 leto boš lahko dodal še, ne vem, malico, pa še večerjo, a ne? Ne takoj začeti, zdaj pa, zdaj bom jaz začel pa zdravo jesti, zdaj grem pa all in. Pač to te bo držal 1 teden, max, ker ne boš mogel, a ne? Ker je spet neka navada, ki se jo moraš naučiti. In bodimo tu malo bolj sočutni do sebe, pa nežni do sebe, da je da smo na začetku, da je da naredimo eno stvar in ne rabimo vsega spremeniti. Pa da se v bistvu naučiš v tem procesu, da razumeš, da ta proces delaš zato, da se naučiš zdravih izbir. Torej, da se tudi izobražuješ. Večkrat vprašaš, zakaj to delam. In kako mi dejansko točno to, kar bom se zdaj odločil, pri tem pomaga. Ker itek pol en del tebe je pa da je malo živi, malo se sprost, pojej en piškot, Sej, hvala Bogu, a veš, pojej, valjda čokolado, ni panike. Ampak samo zavedi se, da ta zmernost hitro lahko rata prekomerna, In ko to enkrat opaziš, pol se boš malo večkrat odločil za to, da ne boš mogoče vzel cukra, ali pa da ne boš naročil Coca-Cole. Pa lahko jo kdaj, ampak veš, zakaj jo nisi naročil. Pa zakaj si naročil limonado, In ne vem, kakor deluje za koga, tako kot si lepo rekla. Pa to, da smo si v bistvu različni, mi je bilo všeč, ki si izpostavlja, ne moški in ženske. In da hitro lahko rata tudi toksično to, da ne vem, je neka tekmovalnost, če moški lahko tudi mi, Pa ti smo, sem pa vse prespuci, zakaj to želiš narediti, Ker meni se ne zdi pametno, da ženska preveč trenira. Ni dobro za telo, niso navajene. Ali pa zdaj sem en reality show gledal, jih ne gledam veliko, ampak tam je bil všeč, Preživetje v divjini, nekaj na Netflixu, v Kanadi ali kje so, na Aljaski. In so bile tam ženske zraven, ki so bile brez hrane, ki so bile v mrazu, ki so bile tako in so pač imele hude probleme in so odpadale iz tega šova. In sem bil tako, pismo, kdaj v zgodovini človeštva je ženska mogla na tak način živeti, Moški že, ki smo bili lovci pa nabiralci pa vse, Ženska je skrbela za dom, ženska je skrbela za to, da je pač neka skupnost delovala, da ni se izpostavljala situacijam, ki so zelo stresne za njen telo. Zdaj pa velika, veš, žensk stopa po tej poti, ki je pa zelo stresna za telo. Pa taka kariera, pa take prehranske navade, pa take navade z alkoholom itd. Tako malo te nežnosti manjka in je zelo ta moška energija dominantna. Pa mogoče, ne vem, kaj si prej ti to omenila, kako ti to vidiš? Mislim, jaz se ful strinjam s tem. Jaz sem zelo dolg čas delovala v moški energiji. Razlog za to je ravno bil to, a veš kaj, mogla sem iti v moško energijo, da sem lahko preživela. A veš, sama moraš poskrbeti zase, moraš biti finančno svobodna, pač zaslužiti dovolj. A veš, tako, skrbeti zase. In tu ni nežnosti, tako. Ja. Pač greš v ta fight or flight, a veš, pač šlej, Sej ne, da je zdaj tako se boriš za življenje, ampak pač vse so pa lahko tudi psihični napori, ki te vodijo do tega. Sigurno, In zdaj opažam, da sem res začela zaznavati to in biznis, pa pač peljanje te svoje poslovne poti, bi rekla, da je dostikrat zelo moška energija, pogajanja, odločanja, vsak dan nekaj novega, situacije, ki niso predvidljive, To vse daje stres in to me vse vrača v to moško energijo. Zato se ful trudim balansirati to
z ostalimi stvarmi, da grem večkrat v užitek, da si večkrat dovolim, da sem bolj nežna do sebe, sploh ko pride tudi do vadbe ali pa do hrane, tako kot si rekel, A veš, recimo, včasih bi delala cel dan, pa bi šla pa na eno vodeno vadbo ali pa en hud trening, bootcamp, gremo na polno hit na zato da bom v tem času čim več porabila, ker itak sem prej 8 ur sedela. In zdaj tudi izbiram vadbe, ki me dajo v telo, in z zavedanjem delam vse stvari. A veš, da nisem sam, zdaj pa 10 poskokov, gremo na polno, še 10 sekund, ampak je tist, počas, da je mind-body connection, da razmišljam, kad delam, da ne grem čez svoje meje. A veš, ker si enkrat vajen, da se v življenju, da ljudje grejo čez tvoje meje, da ti ves čas hodiš čez meje, greš tudi v fitnessu čez meje, ali pa greš tudi v vadbi čez meje, 5-krat na teden ni dost, mora iti 6-krat, ker je meni ta prekoračenje meje moj comfort zone, A veš, in ko enkrat je to zavedanje, je res dober, ko veš, da je v bistvu tisto, kar rabiš, iti nazaj v telo, biti malo bolj nežen do sebe. In sploh pri ženskah je to ful pomembno. A veš, ker premalo se poudarja, ful se poudarja, tako je treba jesti, tako je treba trenirati, ampak premalo se pa poudarja tudi užitek. Bodimo kdaj sproščeni, pa najti užitek, pusti si uživati, a veš, sam biti pa tako narediti kako noro stvar, ker to je tisto na koncu, po čem boš imel najboljše spomine, ne pa, da smo skozi sam strogi, a veš, pa neka pravila, Sej, in se mi zdi, da recimo, jaz imam izziv, da sem premalo užitkov, ker sem človek pravil, in tako zelo dosledno vse. In rabim delati na tem, da sem večkrat v užitku, da se opominjam na to, da si tudi pustim uživati. Pa kar rečeš to, da si človek pravilite, da se ti ne zdi, da sama sebe s tem omejuješ, da si tako postavljaš neko identiteto, mogoče, ki ne rabi biti več res. Si kdaj pomislila iz te perspektive? Mislim, se probam tega ravno te moške energije, se probam znebiti, ravno zato znebiti, da je vsaj, vem, da mi v nekem poslovnem svetu je pač nujna, mislim, je potrebna, ampak poskušam pa, ko pridem domov, ko sem s partnerjem, v svojem osebnem življenju, probam pač uporabiti te drugo stran sebe, da grem malo bolj v užitek, v žensko energijo, da sem pač prijazna do sebe, da grem v telo, da nisem spet ves čas v glavi. In s tem se mi zdi, da balansiram. Iz enega vidika razumevanja je treba na to gledati, se mi zdi, zelo lepo si povedala. Odvisno, v kakšnem obdobju življenja človek je, in tudi odvisno, kaj takrat potrebuje, kjer del sebe takrat potrebuje aktivirati. Jaz sem v liftu, sem se pogledal v špegu, ker sem bil tako, malo sem nahajpan, 2 kave sem že spil, ampak sem bil tako, ampak danes rabam. Danes imam achieverja vklopljenega, danes imam 3 sestanke, ki so zelo pomembni. In pač bom na te 3 sestanke prišel samozavesten. Ne, vse je v redu, gremo na easy. Ne, prišel bom tja in bom pač dal vso energijo v to, da za to situacijo, ki je, aktiviram del sebe, ki vem, da mi bo v tej situaciji najbolj koristno. Z zavedanjem, da je to samo del mene, ne moja totalna identiteta. Da jaz še zmeraj lahko, kot si rekla, preklopim. Ko je teh sestankov konec, jaz sem šel v savno. Jaz sem se sprostil. Jaz sem drug dan vstal, sem bil, super, z Irino sem lahko svojo hčerko, ampak ne rabim biti, še vedno v tem, kva bo zdaj, ampak ne, pač ta je mim zdaj. In je zelo dober, da ljudje ne vzamete tega kot ni dobro, če je ženska ambiciozna, si gradi kariero, poskrbi zase. Ne, če ti tako čutiš, da si v taki situaciji, naredi to.
samo z zavedanjem, da ni to tvoja edina identiteta in da če se počutiš, da ti škoduje tvojemu telesu, škoduje tvojemu zdravju, pojdi se pogovoriti. Najdi ženske, ki so šle čez to izkušnjo, ne? Ker obstajajo zelo lepi primeri tega, kako je ženska iz težke karieristke ugotovila, da pač mogoče pa to ni zanjo. In s tem ni nič narobe, še zmeraj je to tvoja pota. Ne? Če se pa ti naučiš v tej svoji poti sebe opazovati, pa te svoje delčke menedžirati, tako kot si ti rekla, je pa sam zate dober, ker bo manj stresa tazga, ki ga ne rabiš. In da ko bo stres, bo pač stres z nekim namenom. Ne pač za brez veze, samo da je. Ja, mislim, to je ful res, ker ful podobna stvar se mi je zadnjič zgodila, ker sem ravno neki, mislim, da je bilo neko lanciranje in sem preveč delala. Tako videla sem, da sem šla čez ta nek limit, ampak sem se zavestno odločila, lej, Ines, veš, da moraš zdaj to narediti, ker je pač tako obdobje. A veš, in ko se enkrat odločiš to, ne sam, da zdaj pa moram delati in da imaš občutek, zdaj pa meni narekuje delo, kaj bom jaz, koliko moram jaz delati. A veš, drugače, če se ti odločiš, ok, to je zdaj obdobje, ko bom delal in dal vse od sebe in potem bom imel prosti čas ali pa ves čas, Da tako imaš občutek, da se nikoli ne konča. A veš, da si kot hrček laufa, in se ne more ustaviti. A veš, drugače ta mindset pa se mi zdi, da ti da neko to svobodo, da veš, da se lahko na koncu sam odločiš. Ja, in ko greš večkrat čez taka obdobja, da se to dvoje zamena, pol bolj ne se ti začneta pač združevati, prepletati in je v bistvu vse nekako, ne vem, dogajanje v eni premici, ni tako obdobje to, pa sem zdaj lahko to, pa lahko to, ampak dejansko vse rata eno. In da do tega priješ, pa ja, moraš iz cone obdobja, moraš probavati nove stvari, moraš se sprobavati v drugih stvarih, da najdeš uno, kar ti pa po naravi je uno, nekam te pele, Svoja srečka. Ja. Zakaj tak ime? Ful bi si želela, da bi v zadnji tega bilo zgodba, tako mogoče moram narediti. Ampak v resnici je bilo tako, da ko sem jaz se spogledovala, hvala. Ni panike. Spogledovala z idejo, da bi odprla profil, sva se z Gašperjem fantom pogovarjala, kakšno je bilo ime. In je čistko njemu prišla ideja, kaj pa če bi bila srečka. Ali pa, dajmo svoja srečka. A mislim, da celo je bilo srečka za 7, pa sva pa rekla, da ima svoja srečka. Bolj v tem smislu, veš, da je vsak svoja sreča kovač in da smo za svojo srečo odgovorni v prvi vrsti sami. In se mi zdi, da je pa se tako zelo lepo povezval, oziroma mi je zelo všeč, kam je zdaj to prevedel. A veš, ker jaz sem res začela s tem objavljanjem receptov in mogoče to ime niti ne bi toliko sedel s tem ali pa prva, ko srečiš svojo srečko, zdaj so pa to recepti. Ampak mi je zelo všeč, ker lahko pa zdaj razširim. In se mi zdi, da je tako dobro ime, ki mi omogoča, da zdaj še delam za tem podcast in tako. Se mi zdi, da se je zelo lepo prijel in da mi je očitno Gašper že vedel, zakaj ga mora dati. Očitno po mojem bil tisti, ki je verjel vame, da je več od samo receptov. Kaj ti je najbolj všeč pri njemu, v vajinem odnosu do tebe, pri Gašperju? Kaj tako najbolj ceniš? Jaz bi rekla to, da je ful stabilen. Tako, da ima ful dobro postavljene meje. Pa tako vedno rečem, da je z njim vse ful lahko. Ampak bolj to mislim, da vem, da bo vedno tam. Tak varen pristanje. Se mi zdi, da je zelo močno postavljen kot oseba in da nima ful nihanj razpoloženja. To. Madeja, greš po en robček, please. Ni panike.
Nisem si mislila, da se bom danes jokala, evo. Ampak ja, se mi zdi, da se občuti, da sem ful hvaležna, da zanj. Tako da ja. Kaj pa misliš, da... Hvala ti. Kaj pa misliš, da v samem odnosu delata dobro, da vam uspeva? Ja, ful je zanimivo, da midva, ko sva se spoznala, pa isto dostikrat rečemo, ne, to ni bila ljubezen na prvi pogled in midva nisva... Jaz sem iskreno mislila, da bomo midva šla po 3 mesecih narazen, ker mislim, da noben od naju ni bil tako, wow, zdaj pa to je to, a veš, ti snoro zaljubljen. Yeah. Ampak ful zanimivo, da se mi zdi, da je ravno to bil tisti razlog, da imava tako dober odnos, ker noben od naju na začetku ni bil, pač videl je realno sliko drugega. Yeah. A veš, in se mi zdi, da sva samo rastla. Yeah. In kar mi je tu všeč, da sva obadva ful zrastla skozi ta odnos, da si obadva želiva vsak dan biti boljša, da se podpirava v tem, kar delava, da pač skupaj rasteva. To bi rekla, da mi je, v bistvu, bi rekla, da najin odnos dela zelo dober, pa to, da znava zelo dobro komunicirati. In to bi rekla, da sem se tudi naučila z terapijo. Zato, ker nisem odraščala v okolju, kjer bi mogoče imela zgled dobre komunikacije v partnerskem odnosu, ne? Ampak zdaj mi je toliko dobro, ko lahko iskreno rečeš, poveš točno to, kar misliš določeni osebi. In tudi, ko pride do konflikta, da ni najin cilj, kater bo zdaj imel prav v tem konfliktu, ampak je najin cilj, da bomo najdla spet skupno točko. Vidva proti problemu. Ja. A veš, da to je zdaj sam problem in da to je izziv in dajva se usediti in se pogovoriti. Ok, lej, jaz sem to situacijo tako videla, ti si jo tako videl, a ne? Zakaj si jo tako videl? A veš, ker dostikrat se mi zdi, da je v partnerstvu, pa v vseh odnosih, vsak pride iz svoje družine, a ne? Vsaka družina ima neke svoje navade. Ja. In tudi zanimivo je, da se kdaj že komunikacija razlikuje. Primer. Jaz sem dostikrat, mi smo bili vajeni, da recimo, ne vem, za kosilo vprašam in kako se ti je zdel, in pri nas je bilo tako, ful je bilo dobro, ful dobro, ne? Pa njih je bilo tako, dobro je. A veš, in jaz sem mislila, ni mu všeč, ne? A veš, njemu je bilo pa to, ja, ful mi je dobro, a ne, on je imel za isto občutje drugačno poimenovanje, a ne, in se mi zdi, da se moraš na začetku naučiti jezika drugega, ja. Da se toliko spoznaš, a ne, ampak to začneš lahko komuniciraš, ko greš nazaj, pa se postaviš, ok, kaj si res ti s tem mislil? Jaz imam občutek, da si ti to mislil, jaz sem to začutila, a je to res? A veš, da greš, da preverjaš stvari, a ne? In ko se enkrat to naučiš, se mi zdi, da je lahko odnos toliko lepa stvar. In ja, se mi zdi, da sem ful ponosna na to, koliko dobro gradiva ta odnos. In izkot sva prišla, ne? Ker res sva prišla iz neke točke, ko sva si bila všeč pa vse, ampak po moje sva tudi bila na drugačnih stopnjah, a ne? In zdaj, da sva tukaj, ko se res lahko tako iskreno pogovarjava vsem. In pač vsak ve, da ima ob sebi osebo, na katero se lahko zanese. Pismo, ja. Tudi priznati lastne te vzorce, ne, pa jih opaziti, ne vem. Meni je zelo lepo, ko mi pač moja partnerka Ana, ne, ko mi reče, pač nisem ti na lep način to povedala, ampak to je tako, kot trenutno znam. A ne, in je pol meni veliko lažje, ker sem tako, ok, s tem, da si ti to zdaj rekla, mi kažeš, da hočeš rastati. Meni je to dovolj. Da ti se zavedaš lastnih vzorcev, da ti razumeš, da to vpliva na najino komunikacijo glede določenega problema, ne? Ampak istočasno, veš, sem pa tekom konflikta bil jasun, ki je šel mogoče preveč v obrambni mehanizem, mogoče celo dvignil glas.
ker sem mislil, da moram postaviti mejo. In nisem sploh videl, da v bistvu se je problem skrival v tem, da jaz nisem razumel, kaj ona od mene v določeni situaciji potrebuje. Sem rekel, jaz nisem nič naredil narobe. Zakaj zdaj ta konflikt, zakaj zdaj ta problem? In šele s pogovorom potem, ko so se stvari umirile, ker mi so zelo ognjena oba. To je tako, ogenj na ogenj ni dober. Se mora zadeva pomiriti in tukaj jaz mislim, da največ delava na tem in mene vodi samo pač ta neizmerna ljubezen res do nje. Tako res občutek imam, da sva se res najdla dva ta prava. Ampak da bova imela težjo nalogo zdaj uskladiti to, po eni strani drug potrebe, drug od drugega, komunikacija, toliko imamo različna gnezda, jaz prihajam čisto iz drugačne družine kot ona, in ja, valjda bo drugače. Zdaj se moramo pa mi tega odučiti in poskrbeti za to, da bo Irina odraščala pa v družini, kjer se midva oba lahko strinjava, da ji želiva dobro. In ja, v trenutkih, ko sem jaz v slabih občutkih, je ona tam zame. In tudi kot moški, sem vesel, da sem naredil ta korak, da sem mi pač prvič lahko rekel, Ana, hvala, cenim, da si bila ob meni, da si mi pomagala. Ne dala na svetov, sem bila tam zame. Sem tako pač nisem si mislil, da to rabim, ampak očitno ja. In isto prijatelji, pa še pomaga. Ja, pa veš kaj, se mi zdi, da vsak odnos ima vzpone in padce. Ja. To je nekaj logičnega in se mi zdi, da se včasih živi v meni taki otvari ali pa v pričakovanju, da zdaj bom na tem delal in zdaj potem bo pa super. A veš, potem pa ne bo več težav. Meni se zdi, da tako partnerstvo je delo. To ni tako, da prideš na eni, recimo Milo nisa zdaj prišel do ene stopnje in zdaj nama je vse super. Ne. Pač to je delo. Oba dva se spreminjamo, oba dva odraščamo, ampak a veš, jaz tako partnerstvo gledam, ti moraš biti sinkan v 3 stvareh, se pravi, da imaš neke skupne vrednote, da si časovno približno usklajen. Pa še ena je. Časovno približno usklajen, kaj misliš s tem? Recimo, mi dva imamo podobne vrednote, recimo, ne vem, primer družina, denar, pač ne, kaj so tvoje vrednote, primer. Aha, okay. Zdaj čistko naštevam. In potem moraš biti pa časovno usklajen tudi v tem, a veš, kaj si ti želiš. Ja. Recimo, ne vem, jaz si želim otrok, ampak ti pa še nisi pripravljen za to. Okay, a me razumeš? To. In moraš biti partnerja tako pač usklajena tudi v tem, kdaj sta časovno redi. In ravno zaradi tega je ful pomembna ta komunikacija, da ves čas, a veš, komuniciraš, da se usklajuješ, ker hitro pa nekdo odplava, ali pa recimo je v določenem obdobju, ko je teže zanj, ja. Pa da ga zna drug partner podpreti, ker, a veš, dostikrat mi rečemo, zdaj sem pa najdel svojo boljšo polovico. Pač ne, našel si celoto, A veš, in partnerski odnos ni devat 50-50, Partnerski odnos je devat, se pravi, da se ti usklajuješ, da v dani situaciji daš to, da sta skupaj okej. Ja. A veš, enkrat bom dala jaz več, enkrat bo dal Gašper več, ampak na koncu je važno, da smo mi dva skupaj okej. Ja. A veš, ker ni to tekmovanje, ampak je to tako sožitje, a veš. Kako prideš do tega, mislim, itak komunikacija je nekaj, ampak tako, to so zelo lepe stvari, ki so po moje temelji zdravega odnosa, ampak, a veš, če te zdaj vprašam, zakaj misliš, da je toliko odnosov zlomljenih, slabih, ker so, se ne rabi vedno specifičnega, ampak splošno gledano, kaj vidiš, koliko je recimo, pa mogoče ločitev ni dober primer, ampak koliko je ljudi, ki se pač konstantno krega, ki se ne pogovarja, ki morajo hoditi na terapije ali pa s prijateljicami se dobivati pa govoriti o svoji ujetosti. Kaj njim fali? Kaj misliš? Pa nisva mi da nobena strokovnjaka za odnose. Mislim, recimo, jaz sem bila v tej situaciji, se mi zdi, da v preteklosti, ko sem bila čist druga v odnosu, kot sem danes. Ampak razlog, ki je se mi zdi, da bil ravno to, da sem imela eno takšne vzorce, da nisem imela rada sebe. A veš, to je ful pomembno, da si
da imaš dejansko rad sebe. In potem je seveda tudi pomembno, da imaš na drugi strani osebo, ki je isto se pripravljena pogovarjati. Ker jaz dostikrat vidim, da je mogoče eden od partnerjev pripravljen delati spremembe, pa jih drug ni, a ne? Ker pač mogoče še ni čas zanj. A veš, in je... Pa tudi živimo mogoče tudi v iluziji, kaj... A veš, imamo nerealna pričakovanja tudi mogoče od partnerjev, ker jaz se kdaj spomnim, zdaj bo pa partner, ne vem, on ni mi prinesel rož, a ne, zdaj on kriv, da se jaz dan slab počutam. A veš, tak ne, jaz res nimam nekih teh pričakovanj od Gašperja, ampak mu rečem, a veš, jaz mu tako rečem, dolg mi nisi že prinesel rož, a ne, kak je lepo, ko mi prineseš rože, a veš, ne pa mu tako, dolg mi nisi že prinesel rož, jaz sem zdaj slab, a veš, to je razlog, da ne vem. In se mi zdi, da greš res na... To. Ne vem, bolj na to, da nimaš nerealnih pričakovanj od partnerja, ne. Pa da se tudi pogovarjaš, kaj potrebuješ, ne? Ja, da poveš, a ne. A veš, ker včasih je kar težko, jaz nekaj potrebujem, ali pa ne vem, dej, ta teden si mogoče, ful imam stresno v službi, a veš, da skomuniciraš to, mogoče bom ta teden malo bolj odsotna, tako psihično, a ne, že to se pozna, da skomuniciraš te stvari in pa te lahko tudi oseba razume. Až kdaj je kar težko, nekdo pride domov, pa je ful slabe volje, ali pa, mislim, ni mogoče toliko pripravljen na komunikacijo, pa ni niti razlog v tebi, ampak je razlog v čisto drugi stvari. Ja. Ampak, a veš, toliko smo, mogoče tudi, recimo sama sem dost vajena tega, da imam kdaj pač vse občutim, da imam občutek, da rabim, da sem odgovorna za občutja drugih, a ne? In zdaj je z mano nekaj narobe, ker se on slabo počuti. Ne, on ima neke svoje stvari, ki jih mora predelati in sam to, kar on rab, je tle mojo podporo in če karkoli rabiš, dej povej mi, ampak a veš, da mu še jaz pol dodatne teže ne nalagam s tem, ko mu rečem, jaz si okej, jaz se zdaj slabo počutim, ker ti nisi okej, a ne? In s tem še večjo težo daš na drugo osebo. A veš, tako, ja, se mi zdi, da enega odgovora, zakaj določene pač partnerske zveze ne delujejo, pač ni, ampak tako se mi zdi, da glavni razlog je po moje to, da nismo sami okej. A veš, da se sami sebe nimamo radi, ker vsi vemo, ne, če nismo sabo okej, pa če mi iskreno ne začutimo, ko nam kdo reče, rad te imam, ljubim te, če mi tega iskreno ne začutimo, ne bomo začutili, če ne bomo najprej imeli sebe radi, ne? Da bomo mi vedeli, da smo vredne te ljubezni. Tako je. Tako, ta je zelo močna. Ker veš, posakle še stari vzorci, kako si bil ti vzgojen, vzgajen, kokrat si slišal te besede, kako jih sploh sprejeti na ta način, ne? Ampak klejlih partner ti zelo pomaga, če se pogovarjaš, če pač razvijaš nek nivo komunikacije, da je nek varen prostor, ker ti lahko rečeš, jaz to od tebe potrebujem, ne. Jaz rabim, da opaziš mojo stisko. Ta je zelo težka, ne. Ker veš, ne moramo se razumeti, kaj gre v glavi drugega. In to je nekaj tazga, kar ni dober za odnos, da ima nekdo ta svoje pričakovanja konstantno vklopljena in ni v redu, dokler partner ne naredi tega koraka, ko on pričakuje, ali pa ona, da bo naredila, ne. In kle se zna pol kar zaciklati, ker kle se pa pol obrambni mehanizmi pa bek vklopijo, ne. Ko je sam mir hočem, ne, pa to. In kle biti sposoben reči, jaz nekako potrebujem od tebe, da mi narediš to pa to pa to. In zdaj se počutim, da tega ne delaš, a ne. A lahko pač mi poveš, kako ti vidiš situacijo. In jaz bi bil verjetno tako pač presežen, da nisem vedel, da to zdaj le razmišljaš, a ne. Ne, imaš ti otroka, ne? Ne. No, to ti pa pol čisto totalno verjamem, šifta, ne? Ja. Ker tam je pa pol, so pa 3 osebe, ki imajo neke svoje potrebe in večino časa na začetku grejo te potrebe samo na eno fokusno točko. In malo pozabiš tudi na svoje potrebe, ne? In takrat se pa sploh dobro pogovarjati. Pa razumeti, veš. In vsi moški, ki pričakujejo vaše ženske zdaj v kratkem dojenčka, prosim, pogovorite se z enim moškim, ki je že oče. Kako v tem prvem obdobju
se obnašati, kaj tvoja ženska rabi, ker pač mi smo kle za žensko. Otrok rab samo mamo, ampak mama rabi v bistvu partnerja, da ji pomaga. Ne? In jaz nisem točno vedel, kaj vse bo ona od mene rabila, jaz sem predvideval po svoje. Ne? In ja, v določenih situacijah nisem bil dovolj zraven, to se strinjam. Ne? In kaj je rabila? Da sem več doma takrat. Jaz sem šel pa recimo za 8 ur delati, in je rekla, jaz imam odprto rano, jaz pač ne moram nje dvigovati te dan. Jaz sem bil pa tako, pa čakaj, pa sem bil ostale ure vse doma. Ne, pač več te rabim, 14 dni. Sem bil tako, ok, in je tudi ona pol sama rekla. Nisem ti tega jasno skomunicirala. Jaz sem pač vse držala in pričakovala od tebe, da boš to opazil. Tako da ja, pa veš še hormoni zraven in vse, pa ne, da so to kakršenkoli izgovor, ampak ja, definitivno vpliva na to, kako je situacija razburkana. Ampak tako sem sebe vprašal, kaj bi naredil drugače, bi bilo, da bi se pač z enim očetom v teh stvarih pogovoril. Torej, kaj je ona rabila od tebe, koliko si bil zraven, na kakšen način pač si pristopil, kaj si delal dobro, kaj bi mogoče naredil boljše, veš. Se mi zdi, da bi bilo zelo koristno, da ta odnos lahko tudi ostane dober, ko pride ta nova oseba. Ker je izziv, ampak je lahko zelo lep izziv, s katerega lahko veliko pozitivnega potegneš. Ja. Ker ženske kar dobijo veliko tega, veš, se z drugimi mamicami pogovarjajo, pa to sem kupila, pa to boš rabila za dojiti, pa uno. Veš, moški pa tega ne delamo. Smo pa zelo tako po defaultu, vse bo že ona. In ja, bo ona, vse bo ona, ampak lahko pa ti veliko narediš za njo. Do te mere, da pač nisi zdaj ti tam preliman, pa samo v strahu gledaš, kje te rab, ampak sam da rečeš, jaz sem kle zate. Kar ko rabiš, ti si kraljica, rojstvo si dala čez, hvala ti za to, življenje je kle zaradi tebe, super ženska si, ne vem, kva ne ti rečem. Če me rabiš, sem kle, ampak pač deva jasno skomunicirati, koliko pa jaz dejansko zdaj lahko tudi grem delati, koliko lahko grem ustvarjati, teda ker moški pa se mi zdi, to rabimo. Saj jaz. Ja, evo, ti je eno starševsko. Ja, evo, ful dobri nasveti, sej pravim, nimam še te izkušnje, ampak si predstavljam, da zna biti izziv, ko je naenkrat dvojina postane množina, ne? In ker naenkrat, sej to si dostkrat misli, ne vem, greš na dopust, a veš, da se lahko jaz sama odločam, kam grem, no, nikomor se ne rabim prilagajati, ne? Ful je lahko. Pa ker naenkrat je še ena oseba, ki je odvisna od tebe. Ja. Ne, vsaj, itak, prvo leto je pač otrok dobesedno odvisen od mame, ne? In je, ja, si predstavljam, da je izziv pa ravno to, ker tudi pol razumeš, kako vpliva, kako se mama odziva na otrokove potrebe, ne? Kako lahko to vpliva kasneje, a veš, pa še te stvari in si predstavljam, da je en tak, da zna biti kar izziv, ampak, ja. Zbujati se moraš večkrat drugega, veš, tako, ko padeš v neko to svojo, ne vem, ali jezo, ali karkoli, ne zaradi te osebe, ki ne ve, zakaj točno joka, ne, kakorkoli, tebe pa to trigira, ne, ker imaš neka svoje pričakovanja in to gre kontra. In ja, tle povedati drugemu, če nisi okej, daj meni, pejt se pomiriti. 10 sekund je dost, da se ti distanciraš, zadihaš, zdaj sem okej, grem lahko nazaj. Res, totalno ti spremeni situacijo, ker dokler si pa ti tam ujeta, ne. Zato jaz pač tako izjemno spoštujem mame samohranilke, očete samohranilce. To je, da si ti skozi sam. To je grozno. Jaz, če sem kdaj njo sam čuval, pa da sem bil v nekem takem občutku, da me je malo strigirala to, jaz sem jo pač odložil, se je jokala v posteljici, sem šel za 10 sekund stran, sem se nadihal, prišel nazaj vzel. In pol je bilo boljš, tudi ona se je umirila prej. Dokler sem bil pa jaz tam z njo naročil, pa až sem rekel, kaj delaš, majstra, si normalen? Dej umir se. Ampak ja, ker si ti v tej poplavi nekega triggerja, moraš prekiniti. Moraš ozavestiti, v meni je problem, ne v otroku, jaz se moram umiriti, ne otrok. Otrok se bo umiril, ko se jaz umirim. Ja. Drugače pa, če se dosti pogovarjata, ne bosta imela problemov s tem, tudi za potovanja, mi gremo zdaj v Grčijo, bili smo pri 4 mesecih na Fuerti z njo, 5-uren let, vse okej, ona rab samo mamo. In dokler je mama zraven, ni vse enkje. Če je toplo, če je ona previta,
On je lahko stari sred oceana. Če je mamica zraven, njo briga, ki je. Zato lahko potuješ z otrokom. Pač prilagoditi se moraš, ja, malo na kakšen način potuješ, ampak ja. Da bi pa svoj življenjski stil prilagajal otroku, ne rabiš. Ne? To so neki vzorci, pa lastni strahovi, pa ki jih lahko tudi razbiješ. Ja. Maja se na koncu, jaz si vedno tu spomnim en stavek, pa nočem pametnjevati, ampak ta Miroslav Kuliš mi je, sem ga že parkrat poslušala in on ful dobro reče, ni važno, ali je mama dobra, važno je, da imamo dobro. A veš, in je ful res, ne? Ker ko smo mi bo najverjetneje tudi otrok Ja. Se nimam te izkušnje, ampak tako zdi se mi, da je tako zelo, se lahko to apliciraš od na druge odnose, ne? Tudi, ja. Ko si ti v partnerstvu, ko si sam sabo je lahko tudi partnerski odnos, ima neke dobre temelje, da je Bravo. Kontrolo v bistvu tukaj daješ v roke tistega, ki ima problem. Ja. Da ga reš pri sebi, ne v drugih, ne? Ma se to je, a veš, to je, se mi zdi, da se premalo zavedamo, da smo na koncu sami odgovorni. Tako. In da je to dobro. Ja, to je ful dobro. A veš. Noben nas ne rešil, ne? Točno to. A veš, ker zdaj je dost, pa niti ne vem, če bi šla v to temo, ampak zdaj je dost teh, recimo, ko priješ do podcastov, a ne? A veš, imaš različne ustvarjalce. Vsi imamo svojo svobodo, a ne? In vsak lahko načeloma na podcast, pač na socialna omrežja objavlja, kar želi. In zdaj, da se mi prerekamo, ker je nekdo nekaj rekel. A veš, tako, zdi se mi, da iskanje, da ravno to, da želimo spremeniti nekoga drugega, a ne, recimo, ne vem, nekdo reče žaljivo stvar, in da se zdaj vsi obrnemo proti njemu, in da ga želimo a ne? Na kapljice. Ja. Se pa da veva, mislim tako. Ampak hočem samo to reči, da v naši moči je, da takim vsebinam, a ne pa drugim ljudem ne damo moči. A veš, mi jo imamo. Ja. Mi se odločamo, komu bomo dali pozornost, a ne. In to je naša super moč, a ne. In a veš, tako drugih ne bomo spreminjali, na koncu lahko spremenimo sami sebe. Ja, in oni, ki iščejo pozornost, bojo točno na te karte igrali. Kontroverznost, triggeri, zato ker tam se ljudje javimo. Ja. Tam mora imeti vsak svoje mnenje. In kaj on dobi s tem? Pozornost. To, kar je on želi, a ne? Točno to. To, kar je njegova v bistvu, načeloma je valuta, načeloma je vsebina zastonj, ampak pozornost pa čas je njegova valuta, a ne, s katero trguje. Točno to. Pač on s tem točno to dobi, kar si želi. A veš, in jaz si vedno tako rečem, dajmo, ampak sami smo odgovorni, kaj konzumiramo, a ne. Pač take vsebine vedno bodo, a ne. To je, a veš, to je tako, jaz si tu vedno mislim, to je ful podobno kot bullying v osnovni šoli. Ja. A veš, recimo, jaz si kdaj, tako res se hočem, včasih razmišljam o tem, recimo, da imam hčerko in ona je v 8. razredu osnovne šole in vsi vemo, v osnovni šoli se bulja, pač otroci marsikaj govorijo. Ja. In kako zavarovati to hčerko? A ne, kako preprečiti, da bojo njo buljali? A jaz težko preprečim, da bojo njo buljali. Lahko pa vredno naredim nekaj, da bo se ona znala v tej situaciji odzvati. A ne, da bo, ko bo je nekdo njej rekel, ne vem, niso mi všeč tvoja očala, primer, da bo ona v tistem trenutku pač vedela, da to, kar je ona rekel, ni res. A ne? In da bo vedela, da ima doma varno zavetje. A ne? In a veš, isto se mi zdi, da ko slišimo kaj tacga na socialnih omrežjih, a ne? Slabi komentarji, kar se v okolici dogaja, vedno bo. Vedno bodo ljudje, ki bodo mogoče žaljivo govorili proti nekomu, ampak v naši moči je, da mi tem ljudem ne damo pozornost, da mi tem, da ne posvečamo časa, ampak da se osredotočimo nase in si rečemo, je to, kar je ta oseba zdaj rekla, dejansko res? Ali mi koristi? A se ob tej vsebini počutim? Če je odgovor ne, gremo naprej, a veš. Dajmo se obkrožati z ljudmi, ki nam
ob katerih se počutimo dobro. In obkrožati z vsebino in z mislimi, ki nas ne tlačijo dol. Bravo, podpišem tole, kar si rekla in se strinjam, ja. Ampak, kaj veš, ljudje se niti ne zavedajo, kaj delajo s tem, kaj dajo pozornost. Ampak pozornost je se nema si točno to rekla, ampak valuta, s katero mi v očeh javnosti gradimo svojo kredibilnost, gradimo svojo prepoznavnost. In je borba za to pozornost, med vsemi nami. In žalostno je, da je največ dobijajo tisti, ki ne delajo baš nekaj dobrega za svet, ampak sam zase. In hvala Bogu, z neko gradnjo pa vzorom, se ti bo šla po verjetno isti poti, si že na njej. Boš videla, kako je lepo, ko se ta številka veča in veča in veča. In ti vedno veš, zakaj so oni kle, ker ti povejo. In to ni zato, ker nimajo bolj pametne stvari za delati, ampak zato, da 3-krat gledajo eno epizodo. Pa jih srečaš na dogodku v živo, pa ti pridejo s solzami v očeh povedati, da si jim življenje spremenil na lepše. In na začetku si ti tako, kako? Prav, pač tega ni, teh pogovorov ni, nikjer jih ni. In da na tak pristen način prestopaš, je to nekaj najlepšega, kar lahko folku daš, in mene to ful tolaš. Tako, pač sej, a veš, ne rabiš ti, verjamem, da mi vesolje daje točno toliko, kot sem sposoben handlat, in spoštujem potrpežljivost, ki je potrebna za to, da bom lahko se naučil večje mase pozornosti še vedno v dobro obračati. In biti pomirjen v tem procesu, da izhajam iz sebe in da delam dobro. To po moje, da je kle nekaj tazga, ko pride do takih situacij, kjer se nekdo bori za pozornost na ta način, da je kontroverzen ali pa to, sem jaz tako, reality showi pa ti v isti koš gre in ja, mogoče bom kakšnega kdaj pogledal, zato da mal pustim temu delu mene, ki pa obsoja biti brihten tam iz kavča. Ampak to nima smisla. Ni zdravo. Ma ja, ampak sej na koncu to vedno bo, ampak se tako, kot sva že rekla, na nas je, komu damo pozornost. Pa tudi se mi zdi, meni je isto ful lepo, mislim, tako mi pogreje srce, ko kdo pride do tebe ali pa ti napiše sporočilo, da posluša in tako res vidiš, da nekomu lahko to pomaga in vredno je, da ustvarjaš vsebine, ki so kvalitetne, ampak spet, kaj je kvalitetno dobro. To se bojo drugi odločali. Točno to se bo itak drugi odločali, ampak tako, veš, da jim koristijo, da so jim, ampak tako mi je vedno lepo, ko jih vzpodbudim na to, ker na koncu itak vsak sam naredi tisti korak, pa vem, da je tudi fulene motivacije pa energije potrebno, da se to zgodi, ampak je ful lepo, ko veš, da si mogoče pa en delček tega zato zaslužen tudi ti. Ja, in je res lepo. Se mi zdi, da s tem tako, a veš, želim si, da bi tako vsi prišli do tega zavedanja, da so dovolj. Da je čisto ok, kjer so, da se ne rabijo noben dokazovati, da bi bil svet lepši. A veš, tako manj teh negativnih komentarjev, tako, da bi bila vsaka svoja srečka. A pa bi rekla, da je sreča v bistvu to, da imaš sebe rad? Jaz bi rekla, da je sreča, ja, da imaš sebe rad. V bistvu, jaz bi rekla, da srečen človek je nefunkcionalen človek, tako, a ne čist. To je moje mnenje. Se pravi, nekdo, ki je sreča, je tako nek trenutek, v katerem ne moramo mi živeti daljše časovno obdobje, a ne? Rekla bi, da kjer lahko daljše časovno obdobje živimo, je neka radost, a ne? Sreča je pa nek hipen trenutek, oziroma, ne, ko se ti, ne vem, rodi otrok, ko magistriraš, take stvari. In ja, tudi neko to zavedanje, da sreča ni vsak dan, a ne, ampak da je to eden izmed polov, ki ustvarja ta ravnovesje. Ja. A veš, in rekla bi, da je srečka bolj
to, da se zavedaš, da je okej, da so mislim, da so dobri dnevi, da so slabi dnevi, da pač živiš v nekem tem balansu, da loviš ves čas ravnovesje med vsemi stvarmi. In pa si lahko tako zadovoljen s sabo. Zdaj veš, zakaj si dala take ime. Ja, ampak veš, takrat nisem vedela, da ga bom dala, se mi zdi, da sem... To je boljš. To je boljš, zato ker ti zdaj na to situacijo se odločaš, kaj pomeni. Veš, če te čez en let vprašam, mi lahko drugo zgodbo poveš in to je okej. Zakaj bi mogli cementirati zadeve? Vse to. Konstantna sprememba dogaja okoli nas in v nas. Zakaj bi mi mogli se za eno stvar odločiti in jo fiksirati? To je isto kot logotip, isto kot barve, ki jih uporabljaš. Pa koga briga še to, ne? Maja pa ful je zanimiva, veš, da takrat, ko sem jaz to začela, bi rekla, da sem bila v takem ful težkem obdobju in da sem si mogoče želela, da pridem do te srečke, da bi najdla srečo. In je ful zanimivo, koliko sem rastla s tem. Veš, ker sem imela nek cilj, kam želim pridati. Ja. In je bilo pa je zelo na mestu pa na koncu ime, tako lepo se je poklopalo vse. Ja, lepo. Ja. Kako se počutiš? Dobro, zanimivo se mi zdi, da je malo drugače, ker sem na drugi strani. Si na isti. Mislim, na isti sem, ampak v drugi vlogi, ne? Nisem si mislila, da bova tako se pogovarjala o teh stvarih. V bistvu nisem imela nobenih pričakovanj, kar je ful dober. Tako da mi je všeč, kam je popeljal, da me mogoče moji sledilci vidijo tudi iz malo drugačnih oči. Ker, veš, tudi je to en tak... na socialnih omrežjih hitro si ustvarimo neko mnenje ali pa si neko zgodbo o nekom, ki ga sploh ne poznamo. In mogoče sem zdaj razkrila še en delček mene, ki ga ti, ki me poslušajo, pa sledijo, niso še vedeli o meni. Spoštujem pa cenim to, da si dovolila mogoče iti malo preko te navidezne meje. Jaz sem zelo hvaležen, da sva imela tako epizodo, tudi meni je bila. Povedala si mi take stvari res iz svoje lastne izkušnje, ki mi dajo tudi eno lepo potrditev, da se dogaja dobro okoli. In čisto iskreno, jaz začutim, koga povabiti na podcast čistko in pri tebi sem pač začutil, ne vem, rad bi dal prostor, pa bomo videli, kva se bo zgodilo, ne. In tudi verjamem, da tisti tvoji sledilci, ki jim bo tole všeč, če boste šli še kakšno epizodo pogledati, svaka vam čast, hvala. Subscribe-al, hvala še bolj, ne. In tudi spodbujam vse svoje, da greste pogledati, kaj Ines ustvarja s svojim podcastom. Svoja srečka. Povej mi samo priimek, prosim, ker ne bi rad narobe izgovoril. Pusovnik. Ines Pusovnik. Tako je. Svoja srečka. Zaenkrat je Pusovnik. Smo tam. A je to zaročni? Ja. Je bilo pred kratkim? Na Japonskem. Jaz ste bila na Japonskem. Ja. Čakaj, kdaj ste bila to? Avgusta. Cel 3 tedne sva šla. Čakaj, konc ko smo julija. Zdaj, septembra. Letos avgusta. Ja. A dobro, pol je to sveže. Sveže, ampak ne. No pressure, Gašpar, vse v redu. Drug let? Ja. Tako da zdaj je tako zanimivo obdobje načrtovanja in tega. Ja. Jaz imam drugače par templateov povezav, če už karko rabila. Mi sva se poročila v OSPO, Velik Saksat. Ful lepo. Če boš želela, ti lahko kaj pošljam, sem se verjamem, se znajdla. Ja, sej sva že našla lokacijo, tako da. Bomba. Eno vprašanje postavim vsem gostom na koncu podcasta. Se si ga že malo odgovorila, v bistvu, ampak ti dal še enkrat. Če bi jutro umrla, kaj bi bilo danes tvoje sporočilo svetu? Ful poslušam tvojih podcastov, pa nisem sploh razmišljala o tem vprašanju. Se pravim, da sem prišla brez pričakovanj. Top. Ampak rekla bi, da dajmo večkrat živeti sam tukaj in zdaj. Se mi zdi, da s tem socialnimi omrežji vsi živimo malo v prihodnosti, malo v preteklosti in pozabimo, koliko je dober sam biti. To. Opaziti, videti, slišati. Ja, jaz sem zdaj na Japonskem res izklopila vse. Mislim, izklopila tako, res nisem nič objavljala.
In nisem kaj dosti fotkala in sem toliko začutila, koliko je dober sam biti v trenutku. A veš, tako gledati sončni zahod in ne tam s kamero, da bom potem, ko pridem domov, gledala. Ja. A veš? Ja. Zanič mi je en ful dober rekel, da ima otroka in da sta šla nekaj kampirati in da sta prišla zdaj nazaj domov. In je mama prišla, ta malga sinčka, in kako sta se imela? In ona itak, ja, v redu. In gre naprej delati, a veš, ker on je že pozabil, kaj je bilo. On je zdaj v momentu se igra. Yep. A veš, in je sem res. A veš, kolikrat sem sam, tle smo, a ne? Ne razmišljati, kaj je bilo včeraj, kako smo se imeli včeraj, kaj bo, a ne, kaj treba narediti. Wow, ja. To. Prisotnost. Ja. Ta je lepa, ja. Ful je simpel. Je. Istočasno pa res težka. Ja. Ker je toliko distrakcij. Biti sposoben biti kle je danes kar. In se tudi o tem treba več pogovarjati, pa več delati na tem. Sam pri sebi, pa ne. Ja. Ja, nič, hvala ti za eno čudovito epizodo. Ja, hvala tebi. Ful hvala, da ustvarjaš to, kar delaš. Sem po moje poslušala večino epizod, tako da že od začetka te spremljam. A res? Ja. Hvala. Ja. Za podporo, a ne? Upam, da kaj pobereš iz kle tudi zase. Pa da ustvarjaš dalje, a ne? Ja, ful poberem, se mi zdi, da res delaš tako zelo kvalitetne vsebine. Pa všeč mi je ravno to, kar smo prej rekla, a ne? Ful mi je všeč, ko je vedno več ustvarjalcev, ampak ravno zato, ker lahko od vsakega nekaj dobiš. In se lahko vsak odloči, od koga bo kaj vzel, a ne? Sigurno. In ja, tako da, hvala, ker delaš to, kar delaš. Z veseljem, hvala tudi tebi. Se mi zdi, da pač podpirati med sabo se je zdravo, ampak vedeti, koga podpiraš, pa zakaj. Ne zdaj, da boš vse podpiral, samo to, da boš lahko to rekel. To je mene ta proces naučil. Ja, valjda. Da je čisto okej, če nekoga ne podpiram, njegovega podcasta ne podpiram, in da je čisto okej istočasno, da podpiram večje podcaste od mojega, manjše podcaste, če verjamem, da jih dela človek na drugi strani. Zato se vas pa želim tudi spoznavati, da vem, koga podpiram. In to je, se mi zdi, da je podcast ena taka lepa zadeva za to, ugotovitev tega. Ne? Ja. To je to. Hvala za iskrenost. Hvala tebi. Ja. Reži.